Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kakšno je trenutno stanje v gozdovih zdaj po zimi oziroma po pomladi in po nenehnem deževju? Moramo reči, da je stanje v gozdovih trenutno, lahko rečemo, dokaj mirno. Posledice lanskoletne suše na smreki in seveda semenenja smreke in s tem napadov podlubnikov v drugi polovici leta se je preneslo tudi v letošnjo spomlad, tako da sedaj dokončujemo nekako odpravljanje posledic lanskoletne gradacije podlubnikov. Moramo pa vedeti, da po tem deževju, ki nam seveda gre na roko in teh hladnih temperaturah, da se zna zopet pojaviti gradacija v koncu junija, juliju mesecu. Na sami koordinaciji županov imate tokrat tudi temo volkov, ki so se pojavili v letošnjem letu na različnih koncih, od Zgornje Savske doline pa preko Jelovice. Ja, volkovi so problem v alpskem prostoru. Vemo, da Zavod za gozdove je tudi izdelal za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano študijo, kjer smo ugotavljali, katera območja v Sloveniji je težje varovati črede pred napadi zveri in seveda alpski prostor je med njimi, zato je tukaj tudi oteženo sobivanje. Naše mnenje je, da je treba do reševanja problematike volka pristopiti hitro, ažurno in v bistvu po nekih dogovorjenih postopkih izdajati odločbe v kolikor pride do primerov, do izrednih izdaj odločb o odvzemu volka iz narave. So volkovi nevarni za ljudi? Lahko rečemo, da trenutno ne, nimamo teh podatkov, da bi bili volkovi nevarni za ljudi, zato je v bistvu ta strah trenutno odveč. So pa že podatki v Sloveniji, da se tudi volkovi, predvsem pa križanci, ki so ključen problem za populacijo volkov, že približujejo naseljem ljudi in jih videvajo v bližini. In kje so jih sedaj v zadnjem času ponovno opazili? Na štajerskem koncu imamo take primere, drugače na gorenjskem koncu je bil pa v bistvu tale primer, ki je bil na Bledu, je bil dokaj med najbližjimi. Seveda križanci, ki so pa gori na meji med Italijo in Slovenijo, prehajajo pa trenutno nekako njihova prisotnost niti ni vidna, zdaj še ugotavljamo, ali polegajo, imajo novo leglo ali ne, ampak to se bo pokazalo zdaj v kratkem. No, prisotni pa niso samo volkovi, prisotni so tudi medvedi. Se je pred kratkim zgodila tudi prometna nesreča, kjer je avtomobilist zbil medveda do smrti. Ja, medved je zdaj zelo aktiven, to moramo vedeti. Medvedke z mladiči so prišle ven, dejansko se prehranjujejo mladiči in seveda odmikajo od tistih jeder, gozdnih jeder, kjer dejansko so prisotni tudi že odrasli medvedi. Tako da je treba biti v tem obdobju leta še posebej pozoren, sploh sprehajalci in tam, kjer vemo, da je prisotnost medveda. Za Gorenjsko pa lahko rečemo, da je to res nesrečen slučaj, da pride do take prometne nesreče, seveda smo jih bolj navajeni v dinarskem svetu. In kaj svetujete ljudje, ki se gibljajo v gozdnem pasu? Da ko se gibljajo, da smo čim bolj glasni, to pomeni, da imamo neke zvončke, nekaj takega, definitivno pa svoje pse na vrvice, da ne pritegne pes medveda do vas.